Everybody loves the things you do, from the way you talk to the Lep pozdrav vsem gledalcem današnjega literarnega pogovora. Danes v svoji družbi gostim nasmejano gospo Alenko Kesar, ki je uspešna voditeljica predvsem dogodkov, sedaj dela v marketinški agenciji Adrema, drugače pa jo verjetno poznate iz Malih zaslonov. Namreč dolga leta je vodila oddajo Vizita, sedaj pa skupaj z možem Kamenkom Kesarjem uspešno krmarita med družinsko srečo in pa uspešnim podjetjem, v katerem sta oba zaposlena. Knjižna uspešnica, o kateri bomo danes govorili, Druga žena, je šla lanskem letu s posvetilom, da je namenjena vsem, ki verjamejo v ljubezen. Sedaj pa si bom izposodila en citat, ki sem ga našla na spletni strani Vizite, ki se je v dolgem času, odkar ste žal prenehali delati na Pop TV-ju, zelo spremenila. Ljudje, ki ljubijo in so ljubljeni, so veliko bolj zdravi, živijo pod manjšim stresom in so veliko srečnejši. Bi se strinjali s to trditvijo? Gotovo. Dober dan, hvala, ker ste me povabili. Zelo lepo mi je priti sem. V tem času korone ste vi moj prvi obisk. Jaz sem torej prvič šla nekam v zvezi z mojo knjigo in sem še posebej vesela. Seveda ljudje, ko se zaljubimo, imamo zelo dobro energijo, dajemo dobre vibracije. Predvsem je zanimivo, da takrat bolje mislimo o sebi in o drugih ljudeh in vsi so veliko raje s tistim človekom, ki vdaja tako dobro energijo. Ljubezen je gotovo zdravilna. Še posebno v današnjih časih, ko je Ja. veliko negativnega pritiska z vseh strani. Knjiga, o kateri bomo danes govorile, je knjiga o ganljivi življenjski izpovedi, ki pa se srečno konča. Mislim, da je prav, da to povemo že na začetku. Gre pravzaprav za vašo osebno zgodbo. Kaj vse ste pravzaprav doživeli ob ločitvi, kaj ne? Ja, nekako imam občutek, da se je knjiga pisala v mojih mislih kar sama. Dolgo časa sem bila poročena, sem bila v zvezi. Nekaj zadnjih let zakona stvari več niso bile, kot bi morale biti. In potem so se začela ta razhajanja, notranja razhajanja z možem in potem je bil nek čas, ko sem ugotovila, da si tako ne želim živeti. In zanimivo je, da si je tudi moj bivši enako želel. Želel je namreč, da bi izstopil iz zakona, ker ni bil čisto srečen, čisto zadovoljen. Zato sva ubrala pot zakonske terapije, na kateri sva čez nekaj let ugotovila, da se bova sporazumno razšla. Vsi tisti, ki so se ločili, vsi tisti, ki so šli čez to pot, bodo vedeli, kaj razlagam in kaj sem doživljala. Ločitev namreč predstavlja veliko breme, psihično breme, čustveno, in seveda, ko so tukaj še udeleženi otroci, je to še velika skrb za otroke, kaj se bo zgodilo. Predvsem pa me je preveval občutek, ali bom še kdaj našla ljubezen, ali ne bom pri 40-ih ostala sama. Kdo bo želel biti žensko, ki ima že 2 otroka? Ali bom finančno zmogla? Ali me bo strah spati sama? Vse stvari, o katerih po moje se ženske in moški sprašujejo, ko se z nekom razidejo. Na srečo se je res končalo srečno zame in za mojega bivšega moža. Oba sva v istem obdobju spoznala nova partnerja in tisti vikend, ko sem mu jaz rekla, spoznala sem nekoga drugega, mi je on rekel, tudi jaz sem spoznala eno drugo, tako da sva se res samo nasmejala drug drugemu. Pot do tja pa ni bila enostavna, kot mislim, da ni nobena pot enostavna, kamorkoli človek gre. Se vedno zgodijo kakšne čustvena bremena, tudi meni so se. Je bilo kar, sem morala kar stuhtati, kaj in kako se bom lotila življenja po zakonu. Čeprav v zakonu nisem bila povsem zadovoljna, sem imela občutek včasih, kaj pa če bi vseeno raje ostala v zakonu. Bi saj imela neko varnost, neko gotovost. Ampak na srečo se mi je zgodila res velika ljubezen, ki je pa zrušila potem vse ostale strahove, ki so še ostali po zvezi, in prinesla cel kup novih izzivov, gotovo. Tako da, ja, ni enostavno. Ni enostavno in zelo je fino, da imaš v času ločitve podporo.
domačih, da imaš podporo prijateljev, ker drugače je to zelo osamljena pot. Zdaj, na kratko ste že povzeli, o čem knjiga pravzaprav govori. Zdaj pa, da ne bomo šli preveč v podrobnosti, ker mislim, da je prav, da pustimo našim bodočim bralkam ali pa tistim, ki so knjigo že prebrale, da si tudi majčkeno poustvarijo tudi svojega vtisa in pustimo, da knjigo preberejo, da pridejo v knjižnico in si jo sposodijo. Zdaj, danes lahko rečemo, da je iskanja strokovnjakov na področju zakonske in družinske terapije veliko. Iskanje tovrstne pomoči, verjetno tudi, ko ste jo vi potrebovali, ni bila več tako tabu tema, kot je bila včasih. Ja, pa ne. Zame ni bila, meni se ni zdela nič posebnega, moj bivši pa seveda kot moški, običajno, se mu je zdelo, da ne potrebuje terapije nikakršne, da bo on vse sam stuhtal in da itak ve. Po drugi strani pa, oprostite, ker vas motim, je še zdravnik, ne? Tako, ja. Je še kirurg je. Težko se je predstavljal, da bi pred neznancem razlagal o svojih težavah. No, in ko sem ga vendarle pregovorila, da sva šla, mu je rekla terapevtka, da redki moški pridejo in da pridejo res samo najbolj pogumni moški. Tako zelo mu je popihala na ego, zelo mu je bilo všeč. Je pa rekla še en stavek, ki nama je zelo odzvanjal. To je, če je med vama še kemija, bomo zakon rešili, in če ne, se bomo sporazumno rešili. To se mi je zdelo, ta stavek mi je zelo zazvenel in dejansko se je tako tudi zgodilo. Ni pa enostavno iti na terapijo. Jaz sem zelo odprta, zelo zlahka govorim o sebi, ampak so tam ene stvari, ki jih terapevt želi, da ti poveš svojemu partnerju, pa jih je bilo težko povedati. Zelo težko. Verjetno se potem postavlja veliko vprašanj, na katere en ali drug partner težje odgovori oziroma mogoče si ni niti nikoli želel o tem govoriti. Saj to je po moje ključno. Jaz mislim, da človeka, ki ga imaš rad, mu ne želiš povedati vsega tako brutalno iskreno. In tam sem se naučila, da mi res ni treba iti čez sebe, da bi povedala ene stvari, ki bi njega raztrgale ali pa ga celo omejile pri naslednjih ljubezenskih zvezah. Tako da sem v bistvu predvsem govorila o sebi. Zelo malo sem s prstom kazala nanj. Ampak to je seveda lahko narediš, ko imaš pred sabo terapevta, ki te vodi. Ni bilo nobenega obtoževanja, nobenih grdih besed si nisem povedala. Je pa vsak lahko povedal zelo čustveno, kako se sam počuti v zvezi. In zanimivo, povedala sva 2 zgodbi, vsak je povedal svojo, ki pa sta si bili podobni. En delček tega je tudi zapisano v knjigi. Verjetno vam je bilo lažje potem na koncu, ko ste prišli do neke točke, zdaj imava pač oba dovolj, veva, da tako ne bo šlo več naprej, ampak s svojim bivšim partnerjem ste ostali v zelo dobrih odnosih. Je tudi to verjetno pripomoglo k temu, da ste lažje šli potem korak za korakom naprej? Nedvomno. To je ključ do vsega, kar se je potem dogajalo. Midva z Blažem se bova vedno imela rada. Midva sva se spoznala zelo zgodaj v mladosti in sem imela zelo lep odnos. In predvsem sva oče in mama Neli in Line, ki sta nama najpomembnejši na svetu. To so zdaj osnove, ne. Z Blažem je pa zanimivo, da ko sva se razšla, je najin odnos v bistvu postal še močnejši. Padli so namreč pritiski, pričakovanja, kar naenkrat mi ni bilo treba več polagati računov on meni in sva lahko bila samo še midva. In tudi danes se vsakič objameva, ko se srečava, se polubčkava, si pošljeva veliko SMS-ov, predvsem so okoli otrok, če kdo od naju zboli, si kar naprej piševa, kako pa si, a si kaj boljš. Skratka, lep odnos imava. Torej tudi delček recimo ne samo terapije, ampak verjetno se je knjiga začela pisati po ločitvi. Tako. Je tudi to pripomoglo, da ste zlili tisto, kar ste še imeli za zliti sebe, poleg verjetno marsikatere solze na papir in potem je šlo nekako res korak za korakom, kot sem že omenila. Ena zanimivost je glede knjige. Ta prvi del sem napisala, dobesedno sem ga izlila in nisem popravila niti besede več. Kar pomeni, da je bil zelo predelan. Je pa Blaž bil tisti, ki ga je prebral prvi. Želela sem si, da prebere, preden dam v javnost, vendarle je tudi njegova intima, njegova osebnost in je tudi zelo dobro sprejel. Je tudi rekel, se itak
sem vedel, da boš lepo napisala. Nedvomno, da ne bi šli vse podrobnosti, Ne. ker to je pa le osebna zadeva. Zdaj, če dovolite, bi prebrala en delček vaše knjige. S Kamenkom sva se spoznala, ko sva imela že 40 let. Imela sva tudi kariero, otroke, vsak svoj zakon in ločitev. Poznala sva svet, doživela življenje. To, da sva se našla, se nama je zdelo čarobno. Zdelo se nama je kot pravi dar. Verjela sva, da je najina ljubezen sveta. Zdaj, kot opišete noter v eni izmed zgodb, ste Kamenka spoznali na poslovnem sestanku, ki vam lahko rečemo spremeni prihodnost, vaše življenje. V vaše življenje prinesel novo upanje, da lahko tudi ljubezen, lahko rečemo v zrelih letih ponovno tako močno vzplamti. Bili ste, kot zapišete sami, tako trapasto srečni. Ste se res tako počutili kot najstnica? O ja, Ja. čisto najstniško. In bil je kar izziv, ker sem takrat imela doma najstnico hči in sem se morala kar nazaj držati, ker tako bi se kar malo hihitala, pa tako kar skakala bi od občutkov vznesenosti. Že tako človek misli, da pač v tem obdobju življenja pa res težko dobiti ljubezen, ne. Sploh pa dobiti tako osrečujočo in izpolnjujočo ljubezen, kot sva jo midva doživela. Dejansko nama je spodneslo tla pod nogami. Je pa zanimivo, da sva s Kamenkom veliko bolj spoštljiva do ljubezni, kot jo imava zdaj. Veliko bolj sva, kako naj rečem, veliko bolj paziva na to ljubezen in drug na drugega. Oba imava namreč za sabo zakon, veva, kje gre lahko zlahka narobe, tako da paziva na to. Je pa res, da sva se našla. Zgodi se, da se pač ljudje v enem trenutku življenja najdejo in midva sva gotovo se našla. Midva skupaj delava, skupaj sva doma, nikoli se ne naveličava drug drugega. To je kar redko, tudi moja prijateljica reče, wow, kako pa to, skozi sta skupaj. Ampak nama je super, ko sva skozi skupaj. Je pa res, da sva skupaj šele 10 let, no. Tako da počakamo še. Tudi to je že precej eno dolga obdobje, ne? doba, ne? Ja? Malo bo potem obletnica ali je že bila? Ne še, Ne še? ne. Super. Ker namreč, če si z nekom in doma in zasebno oziroma tudi v službi, velikokrat pride do prepirov. Potem verjetno zdaj, ko ste že malce bolj izkušeni, lahko rečem, proti sebi, potem veste, da so neke teme, katerim se je treba izogibati, da ne načenjaš nekih novih tem in ne odpiraš pogovorov za prepire. Ja, gotovo sva veliko bolj pragmatična, kar se tega tiče. Je pa res, da sem jaz bolj strastna, jaz hitro vzrujim. Tako, Kot se hitro marsikatera razjezim. ženska verjetno, Tako ne? se Ja. razjezim, Kamenko se pa ne razjezi in jaz se jezim, ker se on ne razjezi. Potem se zelo hitro ohladim, je pa on potem užaljen. In potem mu rečem, Kamenko, ne biti užaljen. Lej, kako gre hitro življenje naprej, daj Ja. nehaj. Res ne. Tako da ja, res sva se našla in moram reči, da nisem vedela, da te ima lahko kakšen moški tako zelo rad na tako različnih vseh nivojih. Tako zelo sprijeto se počutim. Tako se mi zdi, ko bi domov prišla. Zelo, zelo prijeten občutek je ta, tako varno mi je z njim. No, oba sta tudi pisatelja, ne? Tudi verjetno to vama je blizu. Gotovo. Na srečo je tako, Kamenko spravlja ljudi v smeh in jih spravlja v jok od smeha, jaz pa tudi od kakšnih bolečih. Imava diametralno nasprotno stil pisanja, ampak seveda poznava pisateljevanje in tudi to, kako greš skozi kakšne boleče stvari pri pisanju. Tudi Kamenko gre čez boleče stvari, čeprav piše duhovite stvari. Gotovo. Tako da ja. Odlično, sem pa očitno odličen material, ker večino piše v najinem odnosu, tako da ne, moram biti res super. Ne? In oba sta zelo izposojena, oziroma vaše Ja. knjige se dobro berejo, tako vaše kot tudi od Kamenka. Ja, res je, ja. Tako da se nadejamo novih knjig. O ja, jaz svojo končujem, tretjo. Kamenko jo ima pa tudi že pod streho, že zelo veliko, tako da definitivno kmalu. Zdaj, poleg vseh dobrih dogodkov, katere ste opisali v knjigi, vas je žal spremljalo tudi kar nekaj nesrečnih dogodkov, recimo mamina ljubezen, avtomobilska nesreča Kamenka. Je včasih za srečo potrebno res, da sledimo svojemu srcu? Vi ste se gotovo sledili.
Ja, gotovo sem sledila srcu, zato ker sem si rekla, da itak nimam več kam drugam. Če ne zaupaš sebi, komu boš zaupal v življenju. Je pa res, da naju je v življenju malo spodbudila ta res huda prometna nesreča, ki je imel Kamenko, ki je sovpadla z mamino hudo diagnozo. In ko sva ugotovila, da ne tako, kot ugotovijo vsi ljudje enkrat, da je življenje res krhko, res minljivo. In sva si rekla, nimava več kaj čakati, dajva se poročiti, dajva biti skupaj, dajva se skupaj preseliti. Predtem sva namreč bila ves čas v tem, da bova tako naredila, da bo za otroke v redu. Zelo sva gledala na to, kako bova te dva družinska modela združila. Tako da od začetka nisva živela še skupaj in potem vsem sva se pa odločila za to, da se preseliva. Žal smo potem mojo mamo izgubili, 3 leta bo zdaj, ampak je bila na najini poroki, plesala je na najini poroki, bila zelo srečna za naju in Kamenka je imela iskreno rada. Tako da je bila res velika izguba moje mame. Tudi noter v knjigi ste zapisali, pred mamo nisem imela nobene skrivnosti. Ona je bila prva, ki je izvedela za to, da imate novega partnerja. Želite tak odnos imeti tudi s svojimi hčerami oziroma ga verjetno imate? Ja, ne da bi kdaj razmišljala o tem, takšen odnos imam z obema. Očitno je to vzorec, ki sem ga prenesla iz svoje družine. Zelo odkrit odnos imam s hčerkama. Starejša Neli bo imela naslednji teden 21 let, je velika punca. Mlajša Lina ima 13, je tudi zelo taka postavljena. Jaz v bistvu ne znam drugačnih odnosov imeti, kot da sem takšna, kot sem. Da sem odkrita, da povem, kako je. Je pa res, da zelo pazim na besede. Besede se mi zdijo zelo pomembne. Zelo zlahka jih ljudje govorijo, zelo zlahka koga prizadenemo s tem. Tako da na besede zelo, zelo pazim. Jih pa veliko objemam pa ljubčkam. Tako kot vsaka mama verjetno. Tako. Zdaj otroci so še bolj dovzetni za besede, Res je. ker jih jemljejo ali v kontekstu, ker drugače niti ne znajo, še posebno, ko Res so je. manjši, ne. Zdaj, kako ste pa vzpostavili tak dober odnos s svojima drugima 2 otrokoma? Kamenko ima tudi 2 otroka. Je bilo težje predstaviti ta vaš model oziroma je bilo težko najbrž na začetku? Bilo. Ne ravno težko, bilo je pa tako polno izzivov. Jaz sem se na začetku čisto preveč trudila. Želela sem, da bi bilo za vse 4 otroke v redu, predvsem za njegova 2, za Iana in Taro. Tako sem kuhala po 3 menije, kar naprej sem sedela z njimi, se pogovarjala, brala, gledala njihove filme, tako bila sem izčrpana mati in mačeha. Potem pa sem nekega dne ugotovila, da je dovolj, če sem samo jaz, da jaz sem fejst punca, da je fajn, če se umirim in samo sprejmem te otroke tako, kot sem sprejela svoje. In sem se jaz zelo v sebi umirila, medtem ko Tara pa Ian nista imela nikakršnih težav z menoj, tako. Ujeli smo se zelo radi, mislim, še vedno smo povezani, seveda, veliko smo skupaj, sploh z mlajšo Taro, Ian je tudi star 20 let, živi svoje življenje, ampak ravno sem imela v nedeljo rojstni dan in so prišli vsi na družinsko kosilo in ravno tako potem z Ianom imava se veliko za pogovarjati. Tako da absolutno sem samo jaz bila dovolj. Mislila pa sem, da moram biti neka super, super mačeha. Pa sem bila kar jaz dovolj. Včasih je dovolj, da si samo prijatelj, da Res ne je. postavljaš nekih vzorcev, ker vsi si tisto besedo mačeha, potem tako zveni kruto že Grozno malce, zveni, ne, ja. grozno, ne. Je Ja. bolje, če si samo prijateljica. Seveda za njiju sem vedno skrbela in skrbim tako, kot bi bila moja 2. Ravno tako hodim po Taro v šolo, kuham za oba, pripravljam stvari, vem, kje sta, kateri spit imata. Skratka, zelo, zelo ve, tako Kamenko za moje, kot jaz za njegove. Alenka, morda za konec, preden zaključiva najin pogovor, bi želeli današnjim gledalcem, vašim bralcem, ki so morda tudi šli čez to težko prelomnico v življenju, sporočiti kaj? Ja, Kakšno gotovo. dobro misel? Gotovo. Nikar ne obupajte nad ljubeznijo. Ljubezen je nekaj, kar je vse povsod okoli nas in včasih je treba samo odpreti oči in odpreti srce in se je samo dotakniti.
Gotovo pa je tukaj nekje čisto blizu, samo zaupajte v to. Prosila bi vas tudi, da mi preberete našim gledalcem, da dobijo malčke občutek iz vaše knjige. Ko nas gledam, kako sedimo za mizo, jemo kosilo in nazdravljamo s penino, sem zelo ponosna. Za mizo smo sedanji in nekdanji partnerji ter naši otroci. Sposobni smo se pogovarjati, se smejati, se dražiti na račun nekdanjih zvez in si iskreno čestitati o praznovanjih. In našim otrokom je to tako običajno in tako zelo naravno, da je naravnost fantastična. Otroci so del naše razgibane, razširjene družine, ki si je tudi s pomočjo tabelice izoblikovala odnos, postavljen na visok nivo odraslosti. In zato sem zelo hvaležna. Kot ste omenili na začetku, pripravljate 3. knjigo, ki bo verjetno kmalu izšla. Tako? Je mogoče kakšna knjiga, ki v vašem življenju naredila poseben vtis, da ste se potem tudi lotili pisanja? Morda kakšna knjiga iz otroštva, ki jo radi prebirate vašim hčerkam? Jaz sem tako na noro brala od otroštva. Velika ljubiteljica sem Svetlane Makarovič in njenih živalskih zgodb. Njene mačje zgodbe se mi zdijo fantastične. Berem celo življenje zelo, zelo intenzivno. Morda bi izpostavila knjigo moje kolegice Bronje Žakelj, ker sva skupaj hodile na fakulteto. Jaz sem tudi spremljala jo skozi njeno bolezen in tako. Njeno knjigo sem do danes prebrala 5-krat. Zdi se mi izjemno, da je uspela ujeti otroško dušo in jo položiti na papir in se približati tako različnim bralcem. Tako da morda je v zadnjih letih to gotovo njena knjiga. Ki je izjemno brana, mogoče malce več kot vaša, ampak mislim, da tudi v naši polici se bo prav gotovo našel prostor tudi za vašo novo knjigo. Ja, upam, pa pridem pol spet kaj poklepetati o njej. Tako upam, da uživo tokrat, da ne bomo tako preko malih zaslonov kot danes. Alenka, najlepša hvala za tako iskren, zanimiv in prisrčen pogovor. Vam, dragi gledalci, pa želim prijeten večer. 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young.